smo že prej malo klepetali, smo že nekaj časa se odločili, da pripravimo nekaj tem za tiskovno konferenco. Očiščen kumarskih slih ni, ampak ne glede na to, da se tudi v operativi občine Kamnik v poletnih mesecih nismo srečevali s kistimi kumaricami, ampak z visokimi vročinami, predvsem na številnih naših gradbiščih. Število obveznosti nam je narekoval zlasti proračun, ki smo ga že sprejeli 17. decembra lani in ki pomeni, katerega uresničevanje pomeni obilo zalogajev in seveda postopkov, tako da smo predvsem na področju javnih gospodarskih služb večino projektov iz proračunskih postavk že zaključili. V prihodnjih dneh nas čaka tudi podpis pogodbe za začetek gradnje povezovane ceste B31, o kateri bo morda potem Aleš Korenc malo več povedal. Gradbeno dovoljenje je pravnomočno, izbor izvajalca je bil opravljen, drugi neizbrani izvajalec se je pritožil in mislim, da bo pri prihodnjih dneh tudi ta dilema razrešena in da bo uspel podpisali pogodbo izvajalsko in potem tudi začeli z deli. No, tudi na področju družbenih dejavnosti so glavne naloge končane. Lili Juhar Prane bosta povedala potem, kako smo opremali nove prostore za nova oddelka vrtca. Uspešno tudi zaključena investicija na Pleskarjevi bajti na Veliki planini, Budnarjeva hiša prav tako, oziroma je v zaključni fazi. Čakamo pa še na odločitev sklepa Ministrstva za kmetijstvo, da se lotimo tudi obnove oziroma celovite prenove prostorov knjižnice v Šmarci, kjer pričakujemo okoli 40 000 sofinančnih evropskih denarjev. Zato tudi razpis še ni smel torej razpis za izbor izvajalca še ni smel v javnost. Včeraj smo z kar eno širšo ekipo smo se odpeljali na 2-3 pozicije. Dejstvo je, da smo kar precej problemov imeli za postavko 143 000 evrov urejanje športnih zunanjih površin pri osnovni šoli Šmartno. Nastajala je kupica projektov, preračunavanj in tako naprej. Zadnja številka, s katero so se strinjali tudi lastniki dela zemljišča, to so gasilci, s katerim se strinjala tudi vodstvo osnovne šole Šmartno. Zadnja številka torej pomenila 260 000 evrov, mi pa vemo, da seveda več kot 100 000 evrov ne moramo preseči. Tako da smo včeraj se odločili za en kompromis, da bomo vse pripravili za dokončanje športnih objektov v prihodnjem letu in se skušali prijaviti za ta sofinančni del tudi na fondacijo oziroma na Ministrstvo za šolstvo in šport, tako da bomo v tem jesenskem delu izbrali izvajalca, ki bo predstavil cisterno, ki jo uporabljajo gasilci za ogrevanje, infrastrukturo, kajti tam, kjer bo atletska steza, je potrebno znižati teren za 80 do 1 metra in pomeni, da je ta priprava kar obsežna in računamo, da bomo do jeseni to pripravili, ne bomo pa kar sedanjih zunanjih športnih površin, asfaltnih površin, košarke za košarko, nogomet in tako naprej.